Prav lepo pozdravljena, draga Ivanka, cenjeno občinstvo, ki vas je tako zelo veliko, kar pomeni, da ima Ivanka zares zelo veliko prijateljev, dobrih prijateljev, ki so jo stali ob strani, takrat, ko je knjiga nastajala, tako ali drugače in seveda zdaj, ko je zagledala luč sveta. Ivanka je ena še redkih članov našega literarnega društva Šentjur, ki ni imela še svoje knjige, pravzaprav, ki je dolgo čakala, da je sploh si priznala ali pa zaupala sama sebi to željo, da bi knjigo izdala. Potem pa, ko je ta želja bila zares prevelika in se je lotila tega projekta, je šlo kot namazano. In to ni niti čudno, vsi tisti, ki Ivanko poznate, veste, da česar se loti z takšnim aktivističnim duhom in takšno željo in takšnim idealizmom, da seveda stvar mora nastati. In nastala je lepa knjigica, čeprav sem v izdaji knjige sodelovala predvsem v tistem delu, ki se može reče zaključek ali tehnični del, moram reči, da sva sodelovali čisto v duhu njenega karaktera, njenega značaja, namreč od začetka in do konca zelo plodno, tako kot si je zamislila, tako je moralo biti in tako je tudi prav. Cilj pa je bil izdati knjigo, na katerega bo ponosna tako sama, kot tudi njeni plemenčani. No, in če velja za večino članov literarnega društva, ki so tam okoli 60 ali pa še kakšno leto več, da jim pisanje literature pomeni predvsem neke vrste terapija, zdravljenje duše, pa bi lahko rekla, da je sama Ivanka eno veliko zdravljenje duše. Zaradi tega ona ne potrebuje besede, ampak je sama takšna, da osrečuje tiste okoli sebe in zato morda tudi, da so včasih besede premajhne ali pa da jih je premalo. V tem našem primeru je morda to tudi res, kajti za tisto najlepše, za lepo druženje je seveda potrebna tudi oseba in v tem primeru naša Ivanka. Jaz si resnično čestitam za izdajo knjige in ji seveda želim, da še naprej tako pozitivno, s toliko energije osvaja svet okoli sebe in tudi naše literate, člane, svoje sodruge vzpodbuja, da postanejo in ostanejo takšni, kot je ona. Torej, Ivanka, čestitke.